Ziher se sprašujete, zakaj sem Ronija poklical? Ne, nisem jaz za to rojen. Špol stopimo v pisarno, da se v pogodbi zmeniva. Okej. Nina je bila edina, ki se je oblekla v delavske hlače. Ej, po kratki pauzi je vrnitev odpisanega nazaj. V zadnji epizodi smo presenetili Ulo Furlan, najprej s hudim prevoznim sredstvom, na katerega jo veže začetek njene medijske kariere, nato še s pravim delom v tedajvi delavnici. Pred nami pa je epizoda, v kateri je na pomoč prišel najbolj znan slovenski bloger, Hat. Kdo je v resnici on? Roni, živa. Živa, Matej Špehar, Jugoslavije. Pozdravljeni. Ziher se sprašujete, zakaj sem Ronija poklical? Da končno en starejši izgleda v tej delavnici, kaj jaz. Ful hvala, ampak tudi nekdo, ki ne pije piva. Dobro, Jurije, si zmagal? Ja. Tam smo sta videla z Jurijem malo v akciji. Malo sta varila. Ja, yes. Kaj lahko zaždem? Bomo videli, kaj se da. Okej. Tako pa zmerja, še si takone stvari, ki so pomembne, kad drži avto skupaj pustim drugim narediti, da ne bo namen mogel noben pizditi. Imaš vse foto dokumentirano, ne? Nisem bil jaz, taj. Sorry. Matej je pripelil svoje izvajalce. Prejšnji teden oddaje ni bilo. Razlog je ta, da imamo vsi toliko dela, da enostavno nismo zmogli. Bomo pa zdaj malo bolj zagrabili in bomo začeli buljati dejansko sestavljati. Juri pa jaz sva pripravila tele kose. To so originalni buljevi kosi, ki smo jih popravili, obnovili zato, da res čim več avta ohranimo pač našega. Videli boste pa danes zadnje blatnike navarila na steno, ki nosi rezervar, pa vse skupaj zmontirala na avto. Šlo? Odlično. Roni, me veseli. Zdaj moramo povezati. Tole, ja. Najprej bomo tega dala skupaj. Vidite, če govorim prav. Ne, najprej bomo tistega, pol bomo tega. Pravno, da imamo prostor. Tako, ja. Ej, Roni, odkud pride Ron? Ronaj. V bistvu... Pa si Ronald? Zaradi tega se ne znam pisati, pa ker je preveč žensko za mene. Tereza Kasovja je imela moža, ki je bil Ronald Klopak, nekaj se bo vaterpolis in iz tega pride pol linije. Vidi, da si gledal vse oddaje. Ja, ne? Sam moči nimam ta prave. Pasko. Ja. Kaj pa zdaj? Ja, če lada dol, pa pritisnem in... In boš varil po... Se pravi, v lukenci, v bodu. Tako, da prekuraš in tale zadnji tle. Prekuram ga? Ja, in to probo. Ja, in gremo naprej. Spet skladivo. Tam, ki si ga dal najbližji, je najlepši zvok. Ja, točno to. Nekaj to foto. Mislim, izgleda zelo preprosto, ampak ni. Ne gre mi dober, šefe. Ne, nisem jaz za to rojen. Mislim, da je čist preveč temno. Če lahko malo svetlej. Okej. Malo nekaj vmes, Roni, veš, to, da se pohladimo, pa spet, to, da naložiš gor material. Ne sam, da ti trak, mislim, vir bulja uničil, še urodje bom vas uničil. Samo v filmih zgleda pa to čist nekaj drugač. Tam zgleda tako, 1, 2, 3, vse je narejen. Se v tem filmu. A bo, a? Moram s njo fajlu. Bomo pa punktirali. Okej.
karkoli že to pomeni. Glej, sami s te strani pa čisto lepo izgledajo. Ok, na drugi strani ne gledati. Hasta la vista, baby. Da primeš. Držiš? Stisneš? Malo časa še držiš, da Ja. res dobro prime. In to je zdaj zavarjeno, mislim, punktirano. Bolje enostavno. Ja. Še? Malo še drž, malo spustiš. To levi blatnik je, še desnega. A lahko tudi tunga s tem? Ja, to imaš po srečo, da ni bil nič vrtan. Ne veš, čigav kos je tole? To je pa Jelenov del, če se prav spomnim. Matjaž Jelen je tole sam naredil. A res? Tako lepo obliko. Delimo se, da smo močni. To je že skoraj pol avta. A ne? Nisem vedel, da se tako avtomobili delajo. Katera pa ti je bila najboljša oddaja do zdaj? V bistvu mi je bila ta zadnja zelo všeč, zaradi tega, ker je pač doživela zelo dobro stvar. Tist avto iz njenega otroštva oziroma iz njene mladosti je bil dejansko zelo dober presenečenje. Meni so bili tudi najboljši, ta zadnji pa ta prvi. Ja, prvi bilo poslušati. Tem so všeč lepe epizode. Jaz mislim, da je Nina dobila čez premalo minut. Ne, veš kaj mi bo še všeč? Nina je bila edina, ki se je oblekla v delavske hlače. A res? Edina. Pa se saj smekla. Vidiš česa, ne? To mi gre bolj. Špol stopimo v pisarno, da se v pogodbi zmenjava. Okej. A to je to? Ja, predvidevam, da pride nekam na to šasijo. Ampak kam? Pogledaš, tukaj. Pa ga skudo. Ne, a kako je prije to? V Švicu ful, ti si sigurno požigalec. Potem ga je pa on primil z eno roko, pa je z eno roko, pa sem pogledal v torbo, pa je imel benzin. Po mu je pa on rekel, ti si ziher požigalec, pa se je za Švico ful. Veleje. Ja, lej, skoraj sem bil požigalec. Vesel sem, da to še drug del ni bilo treba variti, ampak da ga bo treba... Da se sam punktiral. Točno to. Ej, kako sem Matej, ki je Matej počel takoli do vsega, ko je rekel. Ej, nik imam za tebe, a bi ti tole zrihtu, notka? Te ni to pršlo, veš. A ni? Ne, dajmo, tam meni leži, gremo za hec pogledat. Pa za hec ga bomo ven vzeli, pa dajmo za hec iti malo z njim ukroka, veš. Zdaj ga bomo pa za hec naredili. Glej, sam da je hec. Zdaj, ko bomo imeli vse prve koloteke, že imamo, zadnje koloteke tudi imamo. Ta del zdaj v bistvu nosi rezervar. Nad njim zdaj naslednja faza, kaj je tam, ki se vidi luknje, vidiš? Pride iz tle gor že stena, ki je dejansko prtljažnik. Pol tega začnemo pa potem zvagati avto skupaj. Sem rekel, da si bloger, pa je vprašala, o čem pišeš, pa sem rekel, ne vem. Vsem. V Sloveniji ne moreš samo eni stvar pisati, nažalost. Roni, hvala za soglasu. Me veseli. Definitivno pa prije še kdaj v kakih drugih priložnosti, ki pošrafati oziroma kako stvar pogledati. Ali pa če bom najdel predstavljati. Vesel sem, da sem lahko prišel pomagati oziroma pogledati zbir Bolija. Mislim, njegov projekt oziroma Matejev projekt mi je všeč. Predvsem pa pač njegov entuziazem in to, da pač neko staro stvar spravi nazaj na ceste. Po moje to izhaja iz samega sebe, ampak o tem ne bi preveč govoril. Vesel sem, da sem lahko videl, kako se dela in še bolj vesel bom ta avto videl dejansko na cesti. Matej, vsaka čast. Kljub temu, da ne piješ piva. Točno tako. Tako, Hat oziroma Ron je zvaril še zadnji del podvozja, zdaj je čas, da naš kombi začne dobivati pravo podobo. Hvala za gledanje in deljenje, seveda ne pozabite stisniti subscribe. Naslednji teden se bo namreč pri nas oglasila Lucija Čirović. Bo majčkeno popucala po delavnici. Živjo!